Dobro večer, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste prišli. Moje ime je Leonora Flis, z menoj je nocoj Andrej Blatnik. Danes začenjamo ciklus srečanj na temo literarno novinarstvo. Danes je prvo srečanje, toplo vabljeni na vsa prihajajoča srečanja. Računamo, da jih bo 5 ali 6, nekje do maja. Še v maju verjetno se bomo tudi videli. Naslednji mesec ne bo, ker je tako preveč prazničen in se dogaja 101 stvari. Potem z januarjem pa nadaljujemo. Boste seveda obveščeni. No, z Andreja sem povabila zato, ker se mi zdi odlična referenca za postavljanje temeljev. Se pravi, to je prvo srečanje, kjer bomo orisali tudi majčkeno teoretično podstat literarnega novinarstva. Sprehodila se bomo malce po zgodovino, potem se bomo postavila nazaj v sedanjost in se razgledala tudi nekako po prihodnosti tega, recimo, žanra. Potem se tudi ustavila pri terminologiji. No, Andreja vsi poznate, kaj ne, urednik, predavatelj, pisatelj, še kaj, a ne? Skratka, verjamem, da bo v veliko pomoč pri tej debati, da bo povedal dosti zanimivih stvari. Najlepša hvala, da si se odzval v bilu, ker vem, da si zelo zaseden, tako da danes si imel prost termin. Dobro, jaz bom naredila en kratek uvod, ker ne vem zdaj, koliko ste seznanjeni s tem pojmom literarnega novinarstva. To je torej literarno-novinarski pojav, zaenkrat uporabljam še izraz, pojav, ki ima precej bogato tradicijo v tem anglo-ameriškem teritoriju, pa tudi pri nas lahko govorimo o literarnem novinarstvu. Bova z Andrejem potem tudi izpostavila par primerov, tako da boste imeli ne samo teorijo, ampak tudi konkretne primere. Tisto, kar se mi je zdelo potrebno izpostaviti pri opisovanju in analizah tovrstnega pisanja, je, da ni neke enotne terminologije. Ta terminologija je precej zmešana in nekako razdrobljena. In sicer torej, literarno novinarstvo, potem se pojavlja tudi pojem pripovedno novinarstvo, narativno novinarstvo, intimno novinarstvo, subjektivno novinarstvo, tudi novinarska zgodba občasno označuje to vrstno pisanje, reportaža, neodvisno tudi od države, seveda, o kateri govorimo, ampak skratka ni nekih enotnih terminov. Anglo-ameriški prostor sem zasledila recimo tam tudi termin long reads, long form, kar je pa tako zelo široko, da mislim, da pa res ni ustrezno, ker to zajema lahko tudi, ne vem, spomine, biografije, autobiografije in tako dalje, dokumentarna proza. Zdaj, Andrej bi povedal svoje mnenje o tem, ali se mu zdi primeren izraz žanr. Mogoče ta žanr, se pravi iz anglo-ameriške ali pa anglo-saksonske terminologije, ni čisto napovedan temu, čemu mi pravimo žanr. Zdaj, če se malo spomnimo Kosove terminologije pa njegovih literarnih vrst, to ni enako temu, čemu anglo-saksonski prostor reče žanr. Se pravi, žanr, literarne vrste, literarne zvrsti, to nekako se ne pokriva. Če pa čisto pogledamo nekako vsebinsko, konstrukcijsko, so pa to besedila, ki vsebujejo neke stilske jezikovne lastnosti, kakršne najdemo v leposlovnih besedilih. To bi bila lahko recimo neka notranja struktura, se pravi ta stilska jezikovna podoba, ki spominja na beletristiko, ali pa enaka beletrističnih zapisov, in pa neka bolj ta zunanja, recimo struktura, ki je pa dokumentarna, se pravi reportažna, poročevalska, tukaj pa potem se stakne z novinarskim zapisom oziroma novinarskim poročanjem. Še en termin bi omenila, potem pa Andreju dajem besedo. Zdi se mi zelo posrečen, zelo ustrezen immersion journalism, se pravi novinarstvo potopa. Zakaj potopa, bova tudi povedala, ampak verjetno zato, ker je velikrat novinar tudi protagonist same zgodbe, nastopa v sami pripovedi. Zdaj mi pa prosim, Andrej, povej, kako bi ti definiral literarno novinarstvo? Kaj to je? Ali je žanr, ali je vrsta, ali je samo način pisanja? Tvoja definicija. Ti si navedla kar nekaj zelo dobrih definicij, ampak morda bi bilo treba najprej razjasniti eno zelo pogosto zmoto, ki se zgodi. Jaz sem namreč danes objavil napoved tega na Facebooku in takoj
prvi komentar je bil komentar te zmote. Namreč zelo velikokrat se literarno novinarstvo razume kot novinarstvo o literaturi. Torej, literatura tukaj ni objekt tega novinarstva, ampak je način pristopa k klasičnim novinarskim temam. Da še malo že kar takoj začnem s to slovensko, recimo slovenskim ozadjem. Na fakultetah se je literarno novinarstvo nekaj začelo poučevati v, omenimo jo, ko je priložnost in imamo to čast, v izbirnem predmetu, ki ga je uvedla Manca Košir, ko še učila na FDV-ju. In jaz sem prišel zraven kot asistent Mance Košir, ki me kasneje tudi pripričala, da doktoriram in mi je spremenila življenje, da ima še to čast. Manca je takrat to razumela kot dejansko novinarstvo o literaturi. Jaz sem verjetno malo zbegan, ko sem seveda bom sodeloval, ampak ko sem videl, kaj to pomeni. In potem sva imela, zelo zanimivo je bilo od začetka, pred mi je predmet v celoti prepustila, je ona delala novinarstvo o literaturi, jaz pa literarno novinarstvo pri tem predmetu. Velikokrat se to nekako tako razume, danes se tako odzvala na Facebooku Maja Novak, včasih se je ogromno pisalo o literaturi, zdaj se ne piše več in tako naprej. To je vse res, samo to ni nujno literarno novinarstvo. Literarno novinarstvo je preprosto novinarstvo z literarnimi sredstvi, ko mi temu bi lahko tako reklo. Torej, novinarstvo, ki uporablja, ko se omenila Kosa, Kos je imel čudovito postavil temelje za klasično literarno teorijo v Sloveniji, je rekel, da vsako besedilo na nas deluje v 3 dimenzijah, spoznavni, estetski in etični, in literatura na nas somerno deluje v vseh 3 dimenzijah. Klasično novinarstvo mu je dovolj spoznavna dimenzija, če smo malo brutalno. Pove, kaj se je zgodilo. Literarno novinarstvo unese tudi estetsko dimenzijo, ki potem vpliva tudi etično na bralca. Če bomo malo šla bolj analizirati konkretne primere, bomo najbrž videla celo vrsto tujih in slovenskih literarnih novinarjev, ki so prav to etično komponento dosegali z uporabo estetskih izraznih sredstev, zlasti s tem, da nekako na ta način se bralec bolj identificira z tem, kar se dogaja. Tipičen primer, recimo en žanr je zelo zanimiv športno novinarstvo. Praviloma izgleda, da tukaj ni prostora za etično in estetsko, bolj spoznavamo, kaj se dogaja na igrišču, vendar tudi tukaj imamo primere, ko ljudje pišejo na zelo specifično estetiziran način in s tem bolj raznamejo, recimo bralca, tudi pri komentatorstvu bi lahko govorila o tovrstnih elementih, tudi lahko zelo daleč. Hkrati pa zdaj se mogoče že malo dolgo postajam, no sam še to rečem, potem se bom pa poskušal ukrotiti. V vseh teh tipičnih žanrih literarnega novinarstva, ki si jih nekaj že imenovala, reportaža, tudi potopis, lahko recimo žanr literarnega novinarstva, to je lahko literarno novinarstvo, ali pa tudi samo novinarstvo, če ni teh literarnih elementov. Besedila potem seveda učinkujejo na različne načine. Imajo različne učinke na bralca in to je sorazmerno tudi pomembna ločnica in v bistvu vse kvalifikacije se ukvarjajo s tem, kako se ti učinki dosegajo. Ni pa nujno, če imamo zdaj ta pridevnik literarno, da je to novinarstvo tudi dobro, da so ti zapisi dobri. To samo po sebi ne ponuja še nobenega vrednotenja dobro-slabo. Imamo zelo veliko dobrih in zelo slabih zapisov v območju literarnega novinarstva. Ampak vseeno bi zdaj rada šla še mečkam v ZDA, kjer je pravi boom tovrstnega pisanja v 60-ih letih, s Tomom Wolfom in Trumanom Capotejem. Oba seveda trdita, da sta očeta novega žurnalizma, Capote, seveda ne fikcijskega romana. Zdaj povedal boš svoje mnenje, prosim, zakaj se ti zdi, da so 60-ta leta zdaj tak boom, ampak še prej bi pa samo še par imen bi naštela. Norman Mailer, John Didion, Gay Talese, Jimmy Breslin, Hunter S. Thompson, čeprav to je res neka ekstremna oblika, ta gonzo, tudi pisana pod vplivom substanca, ponavadi. Potem Michael Hurd, zelo znan po svoji knjigi Dispatches, kjer opisuje svoje izkušnje vojnega poročevalca v Vietnamu. Potem pa če malo odpreva zdaj ta spektr še, da boste še mečkaj okusa dobili, Ličak Kapuščinski, seveda veliki poljski pisatelj in novinar. Potem razmišljala sem tudi o Egonu Ervinu Kišu, morda bi ga tudi samo umestili, pa seveda Svetlana Aleksijevič, ki je dobitnica Nobelove nagrade za literaturo leta 2015. Pa jaz sem članica društva za raziskave v bistvu literarnega novinarstva, mednarodnega društva in na teh simpozijih je bilo ogromno prispevkov tudi z Latinske Amerike. Latinska Amerika je zelo bogata s tovrstnim pisanjem. Oni sicer uporabljajo izraz testimonijo, sem pa zasledila tudi periodizmo narativo.
To so pač njihovi termini. Recimo Leila Guerriero iz Argentine, Elena Poniatowska iz Mehike in še druga imena. No, zdaj ta Woolf, ki sem ga pa na začetku omenjala, ki se razglasi za očeta literarnega žurnalizma, ki mu pa takrat pravijo novi žurnalizem, ampak to je v resnici isto. Samo prebrala bi vam en citat iz njegove antologije, istoimenske iz leta 1973, da boste videli, kako on zasnuje zdaj ta žanr. Pravi takole. V zgodnjih 60-ih letih se je pojavil nenavaden nazor, ki je podžigal ego in pričel se je vrinjati v vse pore časnikarske statosfere. Šlo je za pravo odkritje. To odkritje je bilo sprva skromno, spoštljivo in prinašalo je prepričanje, da je mogoče pisati prispevke, ki se berejo kot romani, razumete? To je bila najbolj iskrena oblika poklona romanu in tistim velikim piscem, romanopiscem, jasno. Zdaj, on se sklicuje na Fieldinga, Balzacka, Dickensa, Gogolja in tako naprej, ne? Skratka, ta tehnike realizma ga izjemno zanimajo, ampak 60. leta torej booma tega žanra, verjetno pa že prej lahko tudi govorimo, ne vem, 19. stoletje, gotovo, ne vem, Dickens, Mark Twain, morda celo pri Danielu Defoeju, morda. Pa se znamo, z Defoejem se začne. Z Defoejem se začne, dobro, torej 18. stoletje, že takrat, samo da ni bila ta terminologija nekako ustaljena. No, že prej so seveda obstajali pisatelji, ki so pisali novinarske tekste. Ko rekel, to je zelo pogosta povezava. Bi bilo rečeno, jaz učujem sicer na fakulteti nekaj, čemu se reče založniška študija. Zdaj za vse tukaj v dvorani, ki si želite napisati bestseller in kdo je tak, da si ga ne želi, vse zadnje. Nihče ne ve, kako se napiše bestseller, da bi vsi pisali samo še bestseller, je nihče nič drugega. Ampak vsi analitiki bestsellerjev ugotavljajo, da imaš bistveno večjo možnost, da napišeš bestseller, če si novinar. Kar Slovenija zelo dobro potrjuje, zadnja dva resna slovenska bestsellerja sta napisala dva novinarja, Tadej Golob in Mojca Širok. Torej, ni nujno, mislim, da si novinar v pišočem žanru, lahko si tudi televizijski novinar in tako naprej. Skratka, novinarstvo in pisanje je itak tradicionalno povezano. Lahko navajamo, ti si navedli veliki imen že zgodovine, lahko bi navedli kar nekaj iz slovenske zgodovine. Ampak tisto, kar je ključno, je to, da 60. so bila seveda leta razcveta nečesa, kar je zelo pomembno za literarno novinarstvo, in to je subjektivizem in subjektivnost. Leta 1966 je šel roman Trumana Capodija Hladnokrvno, ki si ga pravilno omenila, kako rekla, recimo izmed nespornih temeljev tega žanra. In to je bilo, on je šel pač, ne vem, ko poznate to zgodbo, dva fanta na poti sta pobila celo družino in on je potem šel in je nekega 4 leta je pisal 8000 strani zapiskov in naredil in z tega naredil na koncu sorazmerno kar debel roman. In je nekako s tem izumil ta pojav, ki se potem pod resničnimi termini pojavlja, čeprav je seveda že marsikdo prej pisal ta true crime fiction. Torej, on ni bil prvi, ki je to delal, je pa delal to zelo literarno. In omenila si tudi Hunterja S. Thompsona Strah in groza v Las Vegasu, to je išlo, mislim, da 6 let kasneje, leta 1972. Tam je pa to pripeljalo do skrajnosti ta fenomen. On je pa namreč nekam v Las Vegas, da bi poročal o neki motoristični ali avtomobilski dirki, približno strani pol v tem 300 strani dolgem romanu, v tem vse ostalo je pa droge in halucinacije in podobne zadeve. Skratka, zelo, bi se rekli, estetsko zelo močno, medtem ko spoznavno pa ne ravno tako zelo. Ta roman priporočam svojim študentom, če hoče vedeti, kaj se dogaja pod vplivom halucinogenih drog, ne da bi jih zaužili, torej ima tudi tako praktično vrednost za spodbujanje zdravega življenja, literarno novinarstvo, če malce podokovičim. V glavnem, to je bil čas, ko se je vse zelo subjektiviziralo. To je bil čas, ko se je, vse ste gledali mogoče film Miloša Formana O'Hara, ste pa kaj slišali o hipijevskem gibanju, če niste celo sodelovali v njem, če ste nekoliko starejši, torej takrat je bilo jaz sem center sveta in tako približno so tudi napisani ti teksti literarnega novinarstva posameznik, tako avtor kot bralec sta center tega sveta, ostalo so neke objektivne okoliščine, ki dajo nek tloris, ampak z tega tlorisa se gre naprej. Ja, Joe Capote zazame precej tako distancirano držo, v Hladnokrvno, kar je bilo tipično za New Yorker, za katerega on tudi piše v tistem času, ker ta knjiga je najprej šla v nadaljevanjih v New Yorker, leta 65, v teh Stolmeca in potem v knjižni obliki leta 66. Maila, na primer, po drugi plati pa
uporablja zelo zanimivo pripovedno perspektivo v The Armies of the Night, kjer sebe nagovarja v tretji osebi nekako, ne? Kar je sicer bolj izjema kot pravilo. Ne? Najbolj pogosta je še vedno res ta prvoosebna pripovedna perspektiva, se pravi ta subjektivna drža. Zdaj, mogoče samo eno ne bi še omenila, tukaj, zdaj mi je padlo na pamet naš, Luis Adamiča, ne? Ki bi znal tudi nekako soditi v to kategorijo. Se ga občasno omenja, ja. Pa morda, kaj pa se ti zdi Upton Sinclair, ne bomo zdaj zasičili z imeni, ampak Upton Sinclair svojo džunglo. To so zelo tenke meje, ne? Zdaj, če ne greva zdaj čist natančno študije primerov, ne? Ampak če rečemo tako načeloma, da tudi za potopise težko reči, jaz zelo rad berem potopise, ne? In sem malce prizadet, ko vidim, malce boli, ne? Recimo tako, ne? Ko berem potopise v slovenskih medijih in vidim, da jim ni posvečena nikakršna pozornost. Torej, celo osrednji mediji potopišejo, lahko napiše skoraj da sleha. Vsak, ki pridobimo, so zelo različni. Eni so sicer fenomenalni, ampak velika večina žal ni tako fenomenalnih. Potopis seveda ni nujno, da je literarno kvaliteten. Zdaj blogerji, ki pišejo z celega sveta, dajo ogromno koristnih podatkov. Ne? Jaz tudi tukaj grem, preberem, kaj blogerji pišejo, kaj so priporočili, kako je to, kako je ono. Ne? To seveda nima estetske literarne vrednosti. Ne? So pa tudi potopisi, ki imajo pa bolj ali manj samo to vrednost, pa nič ne možeš zvedeti, katere oštarije so dobre omenjene, pa kje se treba smehajati, ampak dobro pride ta celoten občutek izmeniti, recimo vodno znamenje Jozefa Brodskega in cela vrsta, zdaj ravno je šel potopis odličnega pisatelja Javiera Mariasa z naslovom Benetke, pač isto opisuje. Ne? To seveda temu ne moramo reči, da je to kakšno hudo novinarstvo. Ne? In torej, to ne je to potopis, ki je zelo blizu literaturi. Po drugi strani imamo potopise, ki so popolnoma neliterarni. Torej, več izhodov je možno. Te meje so zelo zabrisane, se strinjam s tabo. No, omenil si pač ta burna 60-ta leta nekako, kjer potem začutimo tudi porast te subjektivitete, ne? Ampak verjetno se tudi v drugih obdobjih, ko govorimo o, bom rekla, močni prezenci tega žanra, pride do neke sinhronicitete, morda nekih okoliščin, socialnih, družbenih, političnih, ki silijo avtorje, da pišejo bolj na ta način. Kaj se ti zdi? Ja, zdaj novinarstvo izmeri, imam tle nekaj, če mi ne boste verjeli na besedo, imam tle nekaj citate iz teorije, ki to potrjujejo, ampak novinarstvo izmeri tak zelo žanr, ki je glasno odvisen od družbenega konteksta. Se zato ni treba v literarno novinarstvo, to lahko razmišljamo o slovenskem novinarstvu danes, ne, in da je to glasno odvisno od družbenega konteksta. Važno je, kdo je lastnik medijev, ne. Važno je, kako razumeva medije. To so v bistvu zelo ključna vprašanja za današnji svet. Kot vidite, v Združenih državah Amerike je stalno vojna med predsednikom in mediji, ne. Imamo družbeni kontekst je zelo specifičen, ne, in to seveda na medije vpliva. Ne. In literarno novinarstvo enako. To je morda nek določen problem, zdaj bova sicer preskočila kar nekaj vprašanj, sva že iztekel, če to rečem, ampak sem rekel, mogoče je problem današnjega literarnega novinarstva v tem, da danes mogoče duh časa ni tako zelo naklonjen temu poglobljenemu branju, introspekciji, recimo potem še ena stvar, ki je izrazito povezana z literarnim novinarstvom, je občutek ustvarjanja empatije. Ti pišeš, zato da bo bralec nekaj začutil. Ne samo, da bo spoznal, ampak da bo začutil. Danes bom družbeno-politično rekel, danes je empatija videti kot neka motnja v razvoju. To vidimo vsakeč, ker nekdo reče, povišamo minimalno plačo, pa vsi, ki bi morali to plačo povišati, hočejo, da to je popolničen, ne hočejo empatijo zase, ne dajo pa za drugega. Imamo zelo zanimiv paradoks v bistvu v dojemanju pozicije posameznika v svetu. In to seveda je že družbena razmera, ki vpliva na današnje stanje literarnega novinarstva. Zdaj, ta prvoosebna pripovedna perspektiva je, torej precej subjektivnosti prenese s sabo in nasprotju s to neko tradicionalno zahtevo, ne, da mora biti novinarstvo objektivno, kolikor se pač da nevtralno. Tebi se zdi, da tovrstni zapisi bralca približajo resnici, oziroma približajo neki večji resnici, ali kaj je resnica? Morda, mislim, da ne bi preveč zafilozofirala, ne, ampak zakaj se ti zdi, da je takšen način pisanja privlačen za bralca, zakaj je privlačen za pisca in pa ali morda bralci lahko s tem tudi izgubljajo neko vero v kredibilnost pisca, ki piše na tako zelo subjektiviziran način. Zdaj, v odgovor na to vprašanje gledam pa res lahko kar v
temeljev literarne zgodovine, literarne teorije, niti ne sodobne, kajti Aristotelova poetika kot prvi ohranjeni vir, njena najbolj znana teza je to, da je poezija resničnejša od zgodovine, zato ker poezija pove stvari, kot se dogajajo vedno znova, torej ugleda njihovo tisto transčasovno, nadčasovno pojavnost, medtem ko recimo v zgodovinopisju so zgodovinski dogodki opisani enkratno in neponovljivo. To je pravzaprav nekaj podobnega. Če mi beremo, jaz sem se spomnil nekega teksta, ko smo govorili o preteklosti, nekega teksta Johna L. Spivaka iz leta 32-33, skratka zelo pred začetkom literarnega novinarja, pismo predsedniku Rooseveltu. On tam skozi formu pisma piše, kako strašne razmere so pri Mehičanih, ki bežijo čez mejo in kako otroci umirajo zaradi neustrezne socialne oskrbe na nekih teksaških taborih. To pismo je še danes zelo funkcionalno, zelo razumljivo, celo napisano na tak način, da še danes učinkuje. Torej, imamo že neko, to ni zgodovinsko zamejen tekst, ki je opravil svoje pred 70 leti, 80 leti, zdaj ga vrstimo proč. Še zmeraj ga lahko beremo kot nek govor o današnjih, skoraj da bi lahko podpisal Boštjan Vitemšek, če tega rečeva. Zelo zanimivo, kako pravzaprav z tem, čeprav vemo, da zdaj so pogoji bivanja najbrž, kot so tam opisani, so morda vendarle drugačni, malo boljši, malo več mogoče nadzora na tem, ampak vse, temeljni problemi so pa enaki. Se ga preslikati na današnji čas. Skratka, nimaš občutka, da bi ta subjektivnost bralce odbijala, ampak pač tiste, ki jih zanimajo daljši poglobljeni prispevki, bodo to brali z zanimanjem in veseljem. To je dobro vprašanje. Zdaj, če bi gledali po sodobnih medijskih praksah, bi mogoče skoraj rekli, da bralce vse odbija. Mediji nekako iščejo zdaj nek imenovalec, skupni imenovalec za bralce, pri tem toliko spuščajo vsebino, to je zdaj malce morda pretirano, ampak bi se dali analizirati. Tukaj spuščajo vsebino, da je težko reči, kaj bralce izrazito privlači. Zlasti pa je gledali to za eno specifično skupino bralcev, ki pogrešajo to vrstne vsebine. In ta skupina mogoče ni tako zelo šibka, kot se zdi. Mogoče naši današnji mediji ne znajo, ne morejo, ali pa bi se rekli, da njihovi produkcijski sistemi ne morejo več temu ustreči. Ti si na začetku navedla celo vrsto velikih imen literarnega novinarstva sodobnega sveta, ki jim je povsem skupno, pa tudi nekaterim slovenskim, ki je pa morda še omenila, da ne pišejo več toliko za časopise, kot objavljajo v knjigah. Knjiga je bolj usmerjen medij. Časopis, mediji, katerikoli tiskani mediji, da govorimo o elektronskih, načeloma vsi so publika. Pri knjigah smo to iluzijo že opustili. Celo ti največji omenjeni slovenski bestsellerji se prodajajo 4000 izvodih in še približno toliko ljudi si te knjige izposodi letno. Torej, mi vemo, slovenski bestsellerji ima neko publiko, ki jo merimo v tisočih, ne v 10 000. Medtem ko pri časopisih, vse načeloma še kar nekaj slovenskih časopisov se izhaja v več kot 10 000 izvodih. 3, 4. Ja, toliko jih približno tudi imamo. Vsi so še nekako seveda so naklade blazno padle, ampak od primorskih novic prek Dela, Dnevnika, Večera se bojo združili, ukine, ne vemo, kaj bo z njimi, ampak vsi še zeli štartajo na vse slovensko publiko. Ok, zdaj, mi smo govorili o pisanju besedilih. Kaj pa literarno novinarstvo v drugi obliki, v obliki kakšnih podcastov, digitalnih vsebin? To je tudi lahko primer, literarnega novinarstva. Seveda, to je absolutno. Audio, video vsebine. Ja, to je sigurno možnost, kateri čas morda še ne prihaja. Zdaj, te zadeve niso toliko raziskane, niti v Sloveniji morda niso toliko prezentne, zato ker se sami ti drugi mediji, če smo čisto realni, tudi video mediji se kot mediji sporočila v Sloveniji šele uveljavlja. Imamo klasično televizijo, ki jo dan zajemamo na povsem drugačne načine. Zdaj bi imel samo raziskav medijane, koliko ljudi sploh še gleda televizijo v resničnem času, ampak mislim, da če zdaj vsak zase malo globoko pogledajo, v glavnem zajemamo na druge načine. Ne prek televizorja pogledamo posnetke, imamo zamahnen čas ogleda, snemamo in tako naprej. Skratka, skoraj samo še nogometne tekme zelo pomembne gledamo v resničnem času, že predvolilna soočenja mogoče niti ne, samo da bi se reklo zanimivost po volitvah ponovadi se izniči. Tako da tukaj vsem, če gledamo tako kozmično, nekaj zelo velike historične perspektive, mogoče čas novih medijev v resnici še ne prihaja. Pri nas. Ja.
In spomnila sem se še na nekaj, s čimer sem se tudi jaz ukvarjala, literarno novinarstvo v podobi stripa. Ja. Se mi zdi, da je tudi fino, da to omeniva, ne? Da lahko literarno novinarstvo dejansko nekako se pojavlja tudi v drugih oblikah, manj tradicionalnih, recimo. Ne? Joe Sacco bi bil recimo dober primer, ne vem, ki je ta avtor blizu, se ti zdi, da ustvarja kvalitetna dela. To je recimo ravno, ko si omenila Saka, Goražde, ki je tudi prevedeno v slovenščino, je odličen primer. Goražde pač vsi poznamo iz, bi se rekli, nekakšnih drugačnih percepcij, pa tudi recimo zelo znan primer, prav tako prevedeno v slovenščino, Maus, Arta Šerkič. Ja, nasloni začetnika, nekako tovrstnega žanra, dokumentarnega stripa. Tako. Zelo zanimivo tudi, zdaj čisto mogoče to zgleda, kot da smo zvili malo na hit na stran, ampak zelo zanimivo, to knjigo je pri nas izdal Zdravstveno raziskovalni center SAZO. Zelo nenavadno, torej neka ustanova, ki je tipično povezujemo z znanstvenim založništvom, strip pa zdaj kot alternativno dejavnostjo, torej knjigo za, kako bi se rekli, spodnje kanale slovenskega svetovnega založništva je vzel nekdo iz najvišjih leg. To je dosti posrečen, da nekaj govori o tem, kako je v Sloveniji vsem prostor mehan in kako smo vsem nekako povezani v različnih smerih. Drugače pa jasno, to so zelo izraziti in tudi zelo kvalitetni primerki literarnega novinarstva v premičnih sličicah, niso gibajoče se, ampak kako bi rekli, v povezanih slikah. Priporočala to v vsaka v branje, se mi zdi. No, zdaj pa pejmo malo v Slovenijo. Kakšna je situacija pri nas? Zdaj, prispevki literarnih novinarjev so daljši prispevki, terjajo raziskavo, poglobljeno raziskavo, čas in tudi denar. In pač neko uredniško politiko, ki to podpira. Torej, kako je zdaj s tem pri nas? Ko je zdaj že kar mnogimi leti Sonja Medlar doktorirala iz te teme, je navedla, da je v Sloveniji en sam izdelek literarnega novinarstva in sicer je imenovala roman Janeza Kajzerja Macesen, ki je bil napisan o Ivanu Groharju. Jaz bi to temo sicer tezo takoj vrtal s tem, da moramo upoštevati vsaj še roman Antona Slodnjaka Tujac o Cankarju in roman, kdo je ga že napisal o Prešernu Nestrofljeno srce. Imamo nekaj takih na podoben način narejenih biografskih romanov. Tudi sicer se mi zdi, da mogoče je obstajalo že prej precej nekih izdelkov literarnega novinarstva, ki jih mogoče nismo zabeležili kot takih. V zadnjem času s tem nekaj manj problemov. Jaz imam eno predavanje v svojem ciklusu predavanj naslovljenih knjižne vsebine o popularni kulturi, torej imam literarno novinarstvo za obliko popularne kulture, čist po kriteriju, da ima večjo dostopnost kot običajna knjižna vsebina, medijska kultura, No, tam dam študentom se izbrati, da si sami izberejo prostor nekega slovenskega literarnega novinarja, ki obdelajo, eden je pa zapovedan. Enega pa zapovedujem, da tega pa dajte obdelati in ta eden je eden Hladnik Mihlačič. To se mi zdi, da če govorimo o literarnem novinarstvu v Sloveniji, mimo njega ne moremo, pa še zelo praktično študentje, ki verjeli ne berejo več ravno redno dnevnih časopisov, si tukaj knjigo vsem še znajo izposoditi in pa lahko v knjigi preverijo. In se škodno vjem. Tako, ja. Potem pa preverjajo, to bi zdaj ustrezalo, ne bi po teh kriterijih, kako se to zdi, a so kaj novega zvedeli. To je kar zanimivo. Torej, eden Hladnik Mihlačič prvo ime, ki nam nisem najprej padel na pamet, pa potem tudi Boštjan Videmšek, s svojimi knjigami in pa tudi posameznimi prispevki. Povsod tu je navzoča ta močna osebna nota. Se pravi, oba sta na licu mesta v dogajanju, znotraj potopljena, Videmšek potuje z begunci, torej ves čas je v stiku s tem dogajanjem. Kaj pa Erik Valenčič? Sem razmišljala, če bi morda tudi njega. Zdaj, če začnemo gledati, jaz sem sicer doktor komunikologije, ampak moje izhodišče je literarno. Jaz meni gledam, bojim se, da subjektivno vrednotim literarno novinarstvo bolj po literarnih kot po novinarskih deležih v besedilu. Tle vsem čutim razliko med na eni strani Hladnik Mihlačičem in pa dodajmo mu še Agato Tomažič, recimo. Se pravi, onadva sta literarno močnejša kot vzdolžno spoštovanje do drugih omenjenih kolegov, onadva sta močnejša izkustveno, ker gresta pač imeli res nekaj naredite Gordonu, ko so ravno menjala, recimo še eno knjiga je dosti zanimiva, ko zdaj mi je prišla na misel, ko si omenila Valenčiča, Andrej Morovič, 1001 moč. On je šel skupaj s Valenčičem, se če so šli po isto poti, so šli pač s Kompijem v Irak, štirje ljudje,
še dve kolegici, ki njunih imen se spomnim, ampak ne bom zdaj imenoval, da ne bo preveč imen, no, kakor štirje so šli s kombinami v Irak, takrat je bilo predvideno bombardiranje Iraka, skupaj s še kakšnimi 3000 ljudmi iz cele Evrope, se to spomnim teh karavan, ki so šle zaščititi Irak pred napadom NATO pakta, pravzaprav. Zelo zanimivo so bili tam, Morović je napisal iz tega eno knjigo, ki je zelo zasnovana na resničnih dejstvih in je tudi uporabljala neke registre, se že malo se bolj bliža strahu in grozi Las Vegasu, kot recimo Hladnokrvno, je precej literalizirana, ampak tudi ima te elemente, s tem, da Morović je seveda klasičen literat, on je zelo literarni literat, je bolj estetski kot sporočilen kot literat. Tako da bi se še dal marsikaj tukaj najti. Kaj pa se ti zdi, mislim, so naša uredniška politika in naši mediji so naklonjeni tovrstnim zapisom ali ne? Se ti, da se to podpira? Bojim se, da se to ne podpira. Je tukaj kakšen aktiven novinar? No, drugače bi mogoče slišati kakšno govorico s terena, ampak kolikor spremljam slovenske medije, se mi zdi, da ne. Je tudi sorazmerno malo teh klasičnejših žanrov, kot so reportaže. Če so zdaj tudi tem se še pojavljajo, ampak še to bolj v sobotnih prilogah dnevnega časopisja. Tega ni prav veliko. Zdaj zapoved je itak, jaz imam kar nekaj kolegov v različnih slovenskih dnevnih časopisih, in oni pravijo, da vsaka prenova koncepta pravijo več slik, bolj teksta in tako naprej, to ni dobra pot za literarno novinarstvo. In tudi ni dobra pot, mi bo rečeno, če sem lahko tako ne sprav, se ni dobra pot za vzdrževanje nacionalnega IQ-ja. Tako da na dolgi rok nam grozi, da bojo... Izvolite. Jaz bi se oglasila, jaz sem pa urednica revije Adrenalin. Ja, poznamo. In sicer sem delala teste, naprimer Tomaž Humar je pisal v živo za naš časopis, ko je plezal na Nukse. Istočasno smo objavili reportažo iz STA-ja o tem dogodku. In branost enega ali pa drugega je bila čist neprimerljiva. Tako da smo v bistvu, žal smo bili majhen medij, čist se pravi, nefinančno podprt strani države, ampak je ta zgolj z oglasi. In je bilo težko preživeti, ker tudi na policah nismo bili v spredi in moja uredniška politika je bila ta, da ne pišejo tisti, ki doživljajo zadeve, ali v reportaži, ali se pravi, nikoli ne more nekdo pisati, kako je skočiti z bungee jumpingom, če sam ne stopi. Na tak način, Tako da težko je bilo preživeti. Seveda, to pravzaprav to je tako, to je zelo zanimiva zadeva, ker na koncu mi zdi, prijemo na to vsi mediji, razen javne RTV Slovenija, so v bistvu v zasebni lasti, pa na koncu imaš to, kaj hočejo bralci, kaj hočejo oglaševalci. Težko je reči, kaj je dobro za nacionalno dobrobit, za javne interese in tako naprej. Žal pa seveda tudi ta javni medij zelo popušča temu, bi se rekli, glasu všečnosti, ampak to je zdaj druga tema za neke druge zasedbe debate. Zdaj, če pogledaš nekaj teme, ki so zelo pogoste v teh zapisih, velikokrat se zgodi, da ti zapisi osvetljujejo stvari ali ljudi, ki so pozabljeni, preslišani, marginalizirani. Se pravi, majhne zgodbe, nekako, ki dobivajo potem široko razsežnost, ki imajo pač širok pomen, obsežen in globok pomen za družbo kot celoto. Zdaj, to je, kar se mi zdi neka stalnica. Če greva tudi nazaj v 30. leta, ko se piše pač o veliki depresiji v ZDA, ali pa še bolj nazaj na začetek stoletja, ko se piše o recimo imigrantih v ZDA, ne vem, verjetno poznaš Teda Conoverja, pa Barbaro Ehrenreich, to sta dva ameriška novinarja, recimo ona je šla undercover, še o tem bi tudi rada spregovorila, torej pod krinko, ni nekako izdala svoje identitete in je opravljala vrsto priložnostnih del, zato da je ugotovila, kako pač je v Ameriki moč preživeti, če res opravljaš slabo plačana dela. Ted Conover je potoval z klateži po Ameriki, za eno leto je postal tudi undercover paznik v zloglasnem zaporu Sing Sing. Vse z namenom, da osvetli širšo problematiko zaporniške kulture in pa tudi pravnih problemov znotraj ZDA. Se pravi, dajva se dotakniti malo tematike in pa potem tega vprašanja, če novinar ne pove, kdo je, če nekako zateji svojo identiteto. Jaz potem v bistvu pravzaprav ne vidim večje težave, zdaj se mi, da za raziskovalno novinarstvo je to skoro nek pogoj, zdaj, ko si to omenila, mi je prišlo na misel še ena, da bo sama Amerika pa Slovenija, in zelo znan nemški,
bi se temu reklo, preiskovalni novinar, pošiljavnica literarni novinar Peter Wallraff. Nisem prepričan, mislim, da je ena njegova knjiga celo prevedena v slovenščino, on je napisal eno knjigo Ganz unten, torej čisto spodaj, ko je bil gradbeni delavec, naučil se to turščine, da so ga imeli za Turkane, tipičen gradbeni delavec, eno knjigo pa napisal, ko se je zaposlil kot že 40+, torej ne ravno tipičen zaposleni, a vendar se je zaposlil v McDonald'su. In je pol znotraj napisal, to je bilo tudi drugič zanimivo, ker je McDonald's je hotel prepovedati to knjigo, da ne bi šla, pa tako naprej. Čeprav je pisal čisti, bi se rekel, osebne spoznavne izkušnje, tudi se posvetoval seveda z pravniki pred objavno in tako naprej. To so pač neke stvari, ki jih, bom rekel, dvojno si onemogočen pisati o čem, kot je rekla kolegica iz zadnje vrste, če nimaš te osebne izkušnje, težje pišeš o tem. Seveda pa to osebne izkušnje težje dobiš, da prideš, dobro dan, jaz sem Boštjan Videmšek, me lahko zaposlite v McDonald'su, ne vem, če bo to, koliko poznam, mislim, bojo se posvetovali s svojimi PR-ovci, kako bi zdaj pospeljali, ki so posebno čist McDonald's, kjer bojo na 15 minut olje imeli in tako naprej, da bo reportaža čim boljša. Tukaj se takoj poje zadeve prilagodijo. Mimogrede rečeno, tudi tisti, ki ocenjujejo Michelinove restauracije, se ne napovejo, ko pridejo jesti, da vidijo normalno postrežbo, ne pa specialno the best what you can do. Tako da to je, jaz tukaj ne vidim večjih, bi se rekli, etičnih zadržkov. Je pa to seveda, bodimo zdaj slednje v Sloveniji, so razmerno težko doseči. Predstavljam si, morda bo, če sem malce ciničen, morda z nihče več ne bi prepoznal Videmška, če se ne bi ravno predstavil, ali pa čez čas, ne vem, kakorkoli se mi zdi, da morda zdaj novinarji ne postajajo več tako zelo jasni predstavniki javnega mnenja ali pa javnosti ali pa stvarjalci javnega mnenja, da bi bili za tega avtomatično izključeni. Jaz smo v Sloveniji vsem tako, da se preveč poznamo za nekatere izmed tehnik. Tematika se ti zdi, da je pa pač potrebno, da se te teme izpostavljajo, ker ponovadi ne pridejo na prve strani časopisov, je zelo dobrodošlo, da nekdo tudi z neko empatijo pristopi verjetno k tem problemom, ker to so res zgodbe pozabljenih ljudi. Če boste brali katerokoli od teh knjig, boste videli, da gre za pričevanja ljudi, ki jih sicer nihče nikoli vprašal ničesar. Ja, zdaj tematika je jasno za novinarstvo, literarno novinarstvo je vsaka tematika dobra. Nobena ni izključena priori. So pa take tematike bolj zanimive. Se recimo Boštjan Videmšek, ko so ga ravno že nekajkrat omenila, je naredila eno zelo zanimivo knjigo v sodelovanju z Rudarjem Mehmedaljo Aličan, ki je pokopal sestro v Srebrenici in odkopal trupla v Hudi jami. Pred kratkim je bil v televiziji tudi film, če je pogledal od Hana Slake, naredila film za naslovom Rudar, če se ne motim. To je tudi nekaj, kjer je on posodil novinarske spretnosti nekomu, ki mogoče ni bil to pležen, da bi svojo zgodbo povedal. In to seveda so neke teme, mi vsi nekako faktično smo to brali v časopisih. Ampak to je mogoče na nekakšen drugačen način predstavljati. Ta knjiga je bila kar precej uspela, moram reči. Torej, nek odmev je bil, je določen krog ljudi, ki vendarle se ne ustrašijo, tudi morda malce, ne berijo samo za zabavo in spustitev in čim je nekaj, da je malo tamnega že, to bom pa čim delo vsega, vrlo nočem vedeti, kakšne težave se dogajajo drugim, če sam imam dovolj. Zdaj, nekako že skoraj zapovedan odziv, včasih smo brali zato, da smo tudi, da smo spoznavali drugačnost in čutili empatijo do nekaterih zadev, zdaj nekako je to bolj dejavnost za prosti čas, tega ne govorim iz osebnega prepričanja, ampak po raziskavah branja, ki jih izvajamo, ker vidim, kako ljudje razlagajo branje motivacije. Tukaj se gotovo malo konstitucija bralnega interesa malce spremeni. Ni pa nikoli dovoljeno potvarjati resnice v teh zapisih. Kar se je pa tudi velikokrat zgodilo, Janet Cook je morala vrniti Pulitzerovo nagrado za svoj prispevek novinarka Washington Posta, ki je pač skreirala nek lik, ki je bil sestavljen iz več oseb. Te primeri se pa nekako načelno ne bi tolerirala. Spet smo v zelo kompleksnem polju, seveda zdaj Pulitzerjeva nagrada je nagrada za novinarstvo. In tle je novinarstvo prvi kriterij. Ne bi bilo pa treba vrniti Bookerjeve nagrade ali pa Nobelove. Anna Aleksinovič je po moje vse mogoče prepletla v svoji odlični knjigi Černobilska molitev. Samo to imamo v slovenščini. Samo to, baje se še pripravljajo nekatere, ena, da se še pripravljajo, slišim govorice po ulicah, ampak bomo malo še počakali. Kakorkoli, zelo zanimiv primer si ga že omenila, po mojem mnenju fenomenalen primer literarnega novinarstva je Rišard Kapušinski. In pri njem se je to sprožilo res v strašnih razmerah. Najprej, on je bil strašno hvaljen, jaz sem na to priložnost, sem ga osebno spoznal, ga večkrat srečal, sem debatiral z njim, zelo zanimiv,
zelo zanimiv, zelo poseben človek. Ne? In seveda že v času, vse mogoče odzive je doživel. On ima eno čudovito knjigo o Etiopiji, ki je nekatere naslov je Cesar. In on opisuje življenje Etiopije pod Hajlem Selasija. In ta knjiga je tudi izhajala najprej v gazeti Viborči, takrat strogem partijskem časopisu v nadaljevanjih. In šele v enem 5. poglavju se je pojavila zadrega, kajti cenzorji so prej vse brali, to se piše v neki dan Etiopiji, nek Cesar, to moramo uničiti, mi komunisti, moramo to sesuditi. Potem je ta Cesar zmeraj bolj podoben partijskemu sekretarju tistega časa Edmondu Gierku. In seveda niso mogli odni reči, zdaj čakaj, to ti v resnici pišeš o našem partijskem sekretarju in s to strahovlado ti hočeš našo vlado sramotiti, ker bi lahko novinar in, on in redakcija rekla, ne, kaj se pa sprašujete, to je ta čudna kapitalistična cesarina Etiopija. Ne? In je pod krinko predstavljanja Etiopije v bistvu naredil nekaj, kar je še danes portret vsake totalitarne države. Zelo zanimivo delo. Seveda pa, ko je išlo, imate tudi v slovenskih knjigah, knjigah o Etiopiji, piše tudi, Kapušinski je napisal nekaj o Etiopiji, ampak to ni nek kredibilen vir, on je to nekaj politariziral. Zato, ker je politariziral, to ni knjiga samo o Etiopiji, ampak o družini Sunka je na koncu sveta, morda o družini, ki vlada v kakšni Saudski Arabiji, ne vemo, skratka je presega etiopsko izkušnjo, pokazala nekaj, kar se trajno ponavlja skozi zgodovino. Ampak on je sam rekel, da piše literarne reportaže, če se ne motim. Ja. Veliko literarnih novinarjev, tudi s tistimi, s katerimi sem se jaz pogovarjala, torej tisti ne želijo te oznake za sebe. Se mi zdi to skoraj žaljivo, da jim nekdo reče, da so literarni. Torej ni vedno dobrodošla ta oznaka, ker se mi zdi, da niso kredibilni potem, da ljudje ne bodo zares jemali. No, ampak kar nekaj novinarjev, vsaj tu jih je izgubilo službo zaradi tega, ker so pač potvarjali. Ker so bili novinarji, se pravi, če pogledaš z novinarske perspektive, ker so jih gledali iz te perspektive. Ker v literaturi ni preveč pogosto, da bi kdo izgubil literarno nagrado, ker ni pisal dovolj po resnici. Od literature se to ravno ne pričakuje, prej je obratno je lahko problem. Imamo tudi v Sloveniji procese proti pisateljem, da so preveč posnemali resnično. Tudi to je razširjeno. Dobro, a bi lahko zdaj večkrat se ozrla še v prihodnost? Zdaj sicer smo že nakazala nekaj smernic, kako naj bi nekako prihodnost tega žanra izgledala, pri nas pa morda tudi širša, Andrej, kaj se tebi zdi? Si optimističen? Rekel bi, da prihodnost literarnega novinarstva je žal v bistvu prihodnost novinarstva. Torej je zelo povezana s tem, ali ima novinarstvo prihodnost. Imamo zelo močno to državljansko novinarstvo, to se pravi, da so kar uporabniki vsebin so hkrati tudi ustvarjalci vsebin. In to se v marsikaterem žanru se je že popolnoma uzakonilo. Danes ne beremo več zelo veliko enciklopedij, praktično nobena enciklopedija ne izhaja več pod resnim nadzorom, to je vse v spletno enciklopedijanje, zlasti v Wikipedijo, zdaj če hočete potegniti večer v neznanske ure, vam lahko zelo hitro razločim, kakšni strokovni problemi so pri tem. Ampak dejstvo je, da tudi pri celi vrsti drugih vsebin se naslanjamo na uporabniško ustvarjena mnenja in tako naprej. Tudi pri novinarstvu je ta strah izgube strokovnosti po moje kar močen. Zlasti, ker nimamo vsi cel svet išče, pa Slovenci nismo posebnosti, cel svet išče prihodnost za preživetje klasičnih medijev. Kako zdaj, kakšen poslovni model v bistvu sploh omogoča nekemu tradicionalnemu časopisu, da še obstaja in izhaja. Zdaj v izmed zadnjih kolumnov v Delu je napisala direktorica časopisno-grafičnega podjetja Delo, napisala nek kolumn, nekaj rekla, zdaj, če boste povedali, da bomo še naprej Delo, bo morala država to nekako finančno bolj podpreti. Kolegica je zadnja vrsta rekla, nismo imeli javne podpore, Slovenija je sicer naredila nek sklad za podporo medijem, ampak je tisti zakon, na podlagi katerega je ta sklad bil ustanovljen in določila tega sklada so zelo specifična, se bom družbeno korektno izrazil. So zelo specifična in na tem temelju ne morejo preživeti očitno niti tisti mediji, za katerih je bil ta sklad ustanovljen, kaj še vsi drugi, če tako temu rečem. In tukaj zdaj prihajamo do nekega sorazmerno resnega družbenega problema, ki je res družbeni problem.
To zato, ker če malo pogledamo obstaja nekaj klasičnih knjig, ki povezujejo komunikologijo s politologijo. Ena znamenita knjiga, recimo knjiga Benedicta Andersona Zamišljene skupnosti, je šla že v 4 izdajah v studiji Humanitatis, ki govori, da so se narodi formirali na temelju skupnih medijev, torej skupnih časopisov. Ker so vsi brali v skupne časopise, je nekako nastal narod. Jaz to lahko dopolnim s tem, da tudi Gandhi, ki velja za stvaritelja moderne Indije, jaz sem amaterski indolog, Gandhi je tudi začel tako, da je izdajal nek časopis v Hindiju in Hindi je zdaj jezik, ki ga govori 71 milijonov Indijcev, 71% Indijcev, prej je precej manj in skozi to se iz različnih narodov, ki so še zdaj v Indiji, so zdaj vsi, po nacionalnosti so Bengalci in Indijci, Malajanci in Indijci, kar hočeš, cela vrsta teh narodov, ki pa so hkrati tudi indijski narod. Skozi tiskano besedo se je to ustvarilo. In tudi zdaj, če tukaj imajo več kolegov literatov, bi bolj spoščeno izrekel to, ker bo zdaj malo s cvokom v grlu, mi tudi radi rečemo, da smo Slovenci zato, ker je Prešeren nehal pisati v nemščini in začel v slovenščini. Če bi še naprej pisal v nemščini, bi bila slovenščina nek tak jezik za domačo rabo mogoče, nemščina bi bila pa jezik komunikacije na visokem estetskem nivoju. Prešeren je pa dokazal, ko je začel pisati v slovenščini, da so bile te pesmi boljše od tistih pisanih v nemščini. To lahko vsak preveri, jih imamo v odličnem prevodu enega naših največjih pesnikov vseh časov, Berta Nakoviča, ampak to vseeno niti približno ni tako dobro, ker njegove pesmi so v slovenščini. Zato, ker se tam ni mogel tako dobro izraziti. Enostavno, tako to je. Torej nisi popolnoma pesimistično razpoložen. Ja, zdaj bom tako rekel, kar se tiče, obstaja še ena knjiga, ki jo rad citiram v tem kontekstu, to je knjiga Richarda Kearneyja Zgodba, ki je Kearney, ne vem, kako se točno reče, knjiga Zgodba je šla pri literaturi, je literatura, ki naprej razvija to tezo o zgodbi, prav da je zgodba vezivo človeštva. In tudi mi vsi nekako smo ujetniki nekih določenih zgodb, trenutno smo tudi ujetniki zgodbe o tem, da tako se določa, ker s čem imajo potem mediji težave, da je to najvišji razsodnik. In če ni zgodba, potem je vprašanje prav, kjer je tam nekje vprašanje, v čem se še razlikujemo od živali. Recimo, zdaj biologi med nami, zoologi med nami bi mogoče ogovarjali, pa razlagajo, da imajo tudi živali določen spomin pa tako naprej, ampak zaenkrat še ni znano, da ga bi prenašali v neki obliki tudi naslednjim generacijam, kar je za ljudi dokaj značilno. Mi beremo knjige, da bi se naučili o preteklosti, kaj prej smo menili Dragana Velikića, na mojem stolu odličnega srbskega pisatelja, ki je rekel, da on ne bere zgodovinske knjige, se iz tega nauči, kako so živeli ljudje v preteklosti. In tudi mi nekako se zmeri vračamo v preteklost in marsikdaj to preteklost analiziramo tudi skozi časopise. To je tudi zanimivo, pa skozi klasične medije. In naši prihodne generacije bodo tudi, to se zmeri, zgodovinarji med nami časov bojo potrdili, da zgodovina se velikrat piše za nazaj, ampak se potem piše po ustaljenih virih, zato pa se arhivi praznijo, da se vlade pa sistemi zamenjajo. To je vse zelo povezano med seboj. Torej, če bomo hoteli obstati kot civilizacija, bomo potrebovali zgodbe in bomo potrebovali medije, ki bodo prenašali te zgodbe in potrebovali bomo tudi literarno novinarstvo kot ena izmed najbolj učinkovitih metod, da se zgodbe skozi medije prenašajo. Pripovedovanje zgodb, absolutno. Joan Didion je lepo rekla, we tell each other stories in order to live. Zgodbe si pripovedujemo, da sploh živimo. Joan Didion bo tukaj izpostavljena na prevajalko njene knjige The Year of Magical Thinking, Mirjam Drev. Knjiga je pravkar išla v slovenski. Jaz še nimam. Ti je še nimaš, ampak je šla že, ne? Šla je pred parimi dnevi, ja. V bistvu prvič je Joan Didion v slovenščini, res smo dolgo bil. Ja. Ampak zdaj jo imamo. Zdaj je tukaj. Tako. Kako si že prevedla naslov? Leto čudodelnih misli. Leto čudodelnih misli. Odlično. Zdaj pa mogoče še za konec, potem bomo pa še odprli prostor oziroma debato za vprašanja. Kaj pa z možnostjo seznanjanja ljudi z literarnim žurnalizmom pri nas? Mislim tukaj tudi na mogoče te akademske kroge. Zdaj jaz občasno že kaj nekako predstavim na svojih predavanjih, ampak nimam pa prav neke serije predavanj posvečenih prav temu. Ti? Jaz imam, kot sem rekel, eno predavanje, to se pravi 2 uri plus seminar v sklopu nekega večjega konteksta. Sicer seveda to ni ravno tema za oddelek, v katerem učim, mi smo oddelek za bibliotekarstvo pripadajoče znanosti na Filozofski fakulteti.
Na fakulteti za družbene vede je po odhodu Mance Košir nekaj časa to še vodila že danes že omenjena Sonja Meljak. Pa mislim, da je tudi to že zamrlo, ona se je pa celo nekaj selila v Koper, če bo kdaj prišla na to, bo sama povedala, tako zdaj mislim, da tukaj v Kopru ne dela več. Skratka, fakulteta nekako ne poučuje tega, ampak zdaj pa moram pa pozoriti, zdaj tudi ne poučuje seveda nekatere stvari, enih stvari, ki so na tem, recimo, ki so morda skoraj širše in tudi nimamo pri nas formaliziranega poučevanja kreativnega pisanja. Tudi tega ni nikjer, malce se uči pri Boris Novak, nekaj malega uči na komparativi, mogoče kakšni elementi so še tu in tam, na kakšnih jezikovnih oddelkih včasih gostuje, kdo ki tudi to predava. To pa definitivno kaže nekaj, da je Slovenija, pa so bili tudi že poskusiti, sam sem sodeloval pri ustanovljenju tazga programa, ki je skoraj začel se, pa je zamrl, pa tako, po vsake tog časa se to malo pojavi, ampak to nekako malo kaže, da je Slovenija v trenutku, ko si ne želi biti izrazito ustvarjalna družba. Nekako imamo že tak, če smo malo samo ironični, smo v nekem kontekstu, ko se že nekako samo razumemo kot neke podizvajalce. Torej, ne bomo zdaj mi tisti, ki blazno ustvarjamo. Ogromno, kad slišim to, ja, pa se imamo za ta študij na rad, bojo že šli v tujino študirati, ne vem, kaj, gledališko režijo, bojo šli študirati v tujino, ja, vseeno bomo imeli to precejšnje posledice in tako naprej. Tako da, kar se tega tiče, seveda nam manjka zdaj, jaz, ker sem upet v fakultetni mehanizmu, vem, da je tle cela vrsta zelo praktičnih ovir. Ena izmed teh je, da če hočeš ti en nov študij nekam upeljati, na neko fakulteto, rabiš ti eno zadevo, ki se reče dokumentirani interes gospodarstva. To je obvezna sestavina novega študijskega programa. In zdaj, ne predstavljam si, kje je videti ta dokumentirani interes gospodarstva, če že tisto gospodarstvo, ki tukaj še recimo obstaja, izloča te vsebine že v zdajšnji obliki. Mislim, seveda bi se dali te papirje nekako po prijateljskih zvezdah pridobiti, ampak realno je pa to vse tako, da ne vem, jaz sem nekaj let že, ko sem se ukvarjal s tem kreativnim pisanjem, kako ga bi inštalirali v slovenski sistem, so rekli, če se bojo pa ti ljudje živeli, se boš od romanov še, ki so jih omenjamo, da pišejo bestsellerje. Pred kratkim sem za nekaj potrebe izračunal, da bi moral slovenski pisati bestsellerje vsakih 5 mesecev izdati bestseller. To ne uspe niti Stephenu Kingu, niti Johnu Grishemu, niti Kathleen Podilis, če bi bila še živa, niti Amandi Quick, da nekaj naštejem takih, skratka nihče nima take proizvodne in tudi Mojca Širok in Tadej Golob žal ne moreta slediti. Seveda se ti ljudje lahko zaposlujejo marsikje drugje in tudi vse po svetu. Največ diplomantov kreativnega pisanja v Ameriki se zaposli v oglaševalskih agencijah. Potem pa pri proizvajalcih elektronskih iger. Tista ta druga stvar v Sloveniji mogoče ni tako zelo, ni tak medijski trg, ampak prva pa to pa krat nečesa tega imamo, ampak seveda precej pripomore to tudi nekemu, bi se rekli, splošnemu stanju stvari. To splošno stanje stvari je pa nekaj, kar predlagamo na naslednje generacije, ki se s tem slabo ukvarjajo. Hvala lepa, Andrej. Zdaj pa prosim vas za vprašanje, komentarje, misli. Jaz bi vprašal nekaj glede tega izraza, literarno novinarstvo. V bistvu vsak novinar, ki se poglobi v nek problem, ki ga obdeluje, verjetno tudi to literarno, ta članek obdela tako, kakor ga sam najbolj ve in zna. Je pa danes veliko člankov, gledam, sploh v prilogi Dela, recimo, tam ni enega novinarja, tako 5 jih je napisanih za en članek. Zdaj, kako, ali to poje kar timsko delajo, ali mi ni čist jasno. Nekatere stvari so sicer še kar nekako v redu napisane. Pri enih se pa vidi tist, kada bi neko sestavljenko delo en pucle, pa ni nekaj žmaknega, da bi rekel, zdaj pa to en tak res v redu članek. Čeprav jaz se na to na način ne spoznam, kako novinarji to delajo. Vem pa, da včasih sem bral članke v 7 dni, to je bilo od večera, recimo revija. In tam, ko si bral recimo od Ivačiča članek, je bilo to imel in glavo in rep in vse, je bilo nekaj kompaktno bolj. Zdaj pa ne vem, zdaj pa ni več všeč.
Hvala za komentar. Zdaj ne bi, ker bo 7 del menjen, ne sem se spomnil še na eno slovensko literarno novinarko, vsaj eno to vrsto knjigo je napisala, in to je Nataša Kramberger, ki ima knjigo, odlično knjigo Brez zidu o Berlinu, z literarno novinarskimi sredstvi napisano, tudi precej objavljeno na medijih. Štegel Berlin, tiste mogoče še to esejistično, poetično, da mogoče nima dovolj novinarskih komponent. Sicer pa se bojim, da tak temeljni nesporazum je tako, kar ponovadi vidim, ko ljudje vsi nekako mislijo, da znajo pisati, pa da to, kar pišejo, že literatura. Novinarji seveda obvladajo jezik, sam jezik je način komunikacije v različnih legah. Drugače govorimo s preberjalcem zelenjave na tržnici, drugače govorimo s svojim zdravnikom, ko gremo na kardiološki pregled, drugače govorimo s svojo mamo in s svojim otrokom. Literarna govorica, literarna pisava je specifičen način pisave in ni vsako pisanje literarno. Zdaj bi šli lahko v detaljne analize, zakaj velika večina tega v Sloveniji, ki je napisano, nima literarne kvalitete ali pa komponente celo, ampak mogoče, da bi to odneslo malo predaleč. Dejstvo je, da velika večina tega tudi ne rabi, ker ima drugačno funkcijo. Če ti pišeš o cenah zelenjave na tržnici ali pa o predvoljenih programih kandidatov za župane, ni potrebno, da to obdeluješ z literarnimi sredstvi. Manjka pa mogoče kakšna druga tema, ki bi bila s temi sredstvi. Zelo pa zanimivo to, interesirano. Ja, slobo bi bile lahko. V bistvu, ta literarna sredstva me zanimajo, literarno novinarstvo. Jaz ne morem nikoli pozabiti enega kratkega teksta Evina Vladnika, ki je pisal o ribi tržnici v New Yorku. Stvar, na katero bi lahko poslali 98% slovenskih novinarjev in bi dobili samo poročilo o ceni tujine in o kvotah, ki jih dosežejo na tej tržnici. On je pa iz tega naredil zgodbo, ki je segala čez meje, skozi zidove te tržnice, ki je predstavila, kdo dela, zakaj dela tam, kdo so kupci, ki je predstavila estetsko plat tega, edino kar mu očitam, imel je samo ene odvisnike s kijem. Kako? Samo odvisniki s kijem so bili, niti ene drugega odvisniki. To je že lektorska inteligenca. Ja, to je lektorska. No, in se je zelo težko postaviti meje, kaj je literarno novinarstvo. Vi sta šla celo od Slodnjaka naprej, kjer bi ste rekla, recimo, biografski roman. Tako. Ja. Pri teh biografskih romanih je sploh vprašanje, ali so to, ker je to fiction odzadaj, se pravi stvarna literatura, ali so to sploh novinarski teksti, ampak lahko bi bili, lahko izhajalo kot podlistek, če bi to izhajalo kot podlistek v delu, ne pa tako v knjigi, bi ga tako vzeli bolj resno, kot literarno novinarstvo. To je tako ta zunanji kontekst. Sicer pa Ronova je prej dobro rekla, da imamo veliko tudi slabega literarnega novinarstva oziroma takega, ki ga kot ne moramo prepoznati zaradi tega. Se marsikdo poskuša uporabljati literarna izrazna sredstva v svojih novinarskih tekstih, pa si želimo, da jih ne bi, ker bi bil tekst boljši, prosto rečeno. In to je tudi neka naloga urednika, da praktično to oceni, predela, prečisti, sej zdaj nisem prepričan, zadnje čase gledam vsakem, recimo, sem najbolj bralec dela, v vsakem delu vidim eno ogromno uredniško katastrofo, zatipkanke na prvi strani v največjem naslovu, če se ne motim včeraj ali predvčerajšnjem. V oglasu so napisane narobe besede, ker oglas načeloma preveri, da bi preverila cela vrsta ljudi in tako naprej. Tako da standardi glede tega so postali zelo ogladni, rečemo spet. Meni se zdi, da ena metafora na ustreznem mestu pove več kot 3 avtorske strani faktov. Jaz te bom nekaj vprašala. Prej, ko se pogovarjali, pravzaprav malo zunaj konteksta si rekel, da duh časa ni naklonjen literarnemu novinarstvu. Ampak kaj te duh časa pomeni? Kaj je to obdobje, ki se na eni točki začne, ima eno določeno specifiko in potem zamre? Tako kot da veš, doba romantike je imela v duhu časa doba romantike, pač so vsi pisali, so se vsi nekako obrnili nacionalnim jezikom, oziroma so jih oživili. Kakšen je pa zdaj duh časa
oziroma kaj ti sploh pomeni dug časa? Ja, ne, to je vse več, to je malo, temu bi rekel, slabo Žižek prazno označevalec. Ampak gotovo je dug časa dan danes anti-intelektualen. To lahko celo dokumentiramo. Dan danes se ne bo veliko ljudi spravljali, mislim, lažje kot na avtomehanike, kako veliko zaračunajo in tako naprej se bojo spravili na profesorje in zdravnike, kako prevelik služijo in podobno. Imamo celo vrsto, nasploh se kaže, tudi zelo se kaže, nasploh, da smo trenutno v neki fazi, to ne govorimo samo o Sloveniji, govorimo o celem svetu, ko intelekt ni več nekaj, kar je, bi se rekli, cenjeno in spoštovano, ker gotovo pomeni, da za tekste, ki zahtevajo nekaj več bralnih izkušenj in tako naprej, kar literarno novinarstvo zagotovo zahteva, to ni tako preprosto zabrati kot normalna besedila brez kakršnih koli, recimo, pejorativno-retoričnih okraskov, zato najbolj publika manjša. Zdaj, povsem, kot so rekli, res sramno priznam, da v lastno korist, patetično bom rekel, da tudi v skupno korist upam, da je to nek fenomen, ki je minil, torej, da se bo ta čas s časoma iztekel. In vsaj na nek način moram reči, da vse to hodam po svetu, da lahko malo primerjam slovenske okoliščine s tujimi. In vidim, da v Sloveniji je to nekoliko, ne samo v Sloveniji, tudi v drugih postsocialističnih državah je to malo bolj aktualen problem kot recimo na Zahodu, pa čeprav imajo morda Američani manj intelektualnega predsednika kot Slovenci. Kljub temu se mi zdi, da splošno vzdušje pri nas, kar se tega tiče, bo tam malce bolj neprizanesljivo do vrstne delovnosti. No, s tem bi se strinjala, to, kar si zdaj povedal, ampak to se pravi, duh časa v bistvu vseeno pride z enega kompleksnega dogajanja in so potem, ga pač označujejo neke stvari, kot si rekel, pisam zdaj, kar pomeni, da tudi to potem mine in zatone in da imamo še nekako upanje, da ne bo šlo vse pametno za to. Sem pa brala, ko si že rekel, da je druge mogoče tu še kaj drugače kot pri nas, da je v Franciji, pa mislim, da je bilo to lani ali pa mogoče predlani, za novoletni čas oziroma za božični čas bila knjiga na prvem mestu podarjenih daril. Ne parfum, ne pametni telefon, ampak knjiga, kar se je meni zdela zelo simpatična novica. Mogoče ta duh časa je večkrat. To je seveda, mogoče so tam v neki drugi fazi. Jaz se ponavadi to lažje ravno sprejel medije novitijo, ki je edina država, kjer gre pa branje in proizvod na knjigi blazno gor. Iz preprostega razloga, da se tam blazno kreti srednji sloj. Srednji sloj zelo kreti. Pri nas pa se najbolj škupolarno vsi v eni izmed lek pripadamo, se pa ta srednji sloj nekoliko tanjša. Torej, ljudje drsijo navzdol. Tudi, mislim, to je statistično se da to zelo hitro dokazati, tudi te branje raziskave, ki jih delamo, kažejo, da recimo intelektualci ne berejo več. Včasih je recimo od visoko izobraženih 1% ljudi ni prebral niti ene knjige letno, zdaj 30% visoko izobraženih ne prebral niti ene knjige letno. To že pomeni, da nekako formalno so še med izobraženci, dejansko pa morda niti ne, to je stvar debata, ne bomo zdaj. Pristransko bi bilo, da zdaj jaz o tem sodim, ampak to so pač podatke, ki so razvedni. Drugače je, recimo se tam drugače vidi, tam se vidi, srednji sloj se povečuje, razumljivo, ker ga prej skoraj ni bilo, in hkrati se povečuje tudi pismenost. To je tudi nekaj, kjer Evropa nima več kar napredovati, da smo vsi, ki smo tega fizično sposobni pismeni, v Indiji narašča za 1% vsako leto, zdaj so nekje pri 73%, tudi do 99%, kot imamo pri mnogih starejših od 5 let pa nas, rezultat imamo še velik zarast. To je tudi malo, bi se rekli, čist biološko povedano. Jaz bi pa povedal, da prihajam iz gospodarstva, da sem slučajno seznanjen z, bi rekel, temi mediji, skozi finance, pa bi 2-3 komentarje povedal. En sklop je to, da je bil, ko so se, bi rekel, smisel medija je delniška družba postala, in ker je delniška družba, je to smisel profita in se prodaja tisto, kar ljudje bere. In me preseneča, da večina intelektualcev še ni dojela, bom rekel, kaj pa tebi sploh ni jasno. To je prva stvar. Druga stvar je bil zelo, bi rekel, lep primer, je pa, kako je glasba urejena.
glasbo imaš bende, ki so komercialno uspešni, če pa je posebnega družbenega pomena, imamo pa državne institucije, kot se reče Filharmonija za izbrane intelektualce, pa je opera, pa je tako naprej in to država financira zato, da ohranja nekaj na tem področju. In je noben tam, bi rekel, pametno se vlejeno v bendu, kaj bi on moral špilati, pa da to ni intelektualno, ampak če je to poslanstvo, naj ga financira, bi rekel, nekdo in se ne vtika v biznis. To preprosto ni možno siliti. In je bil mimogrede že narejen poskus, ko so prišli te mediji, če rečem po nove lastnike, da bi intelektualni del, ko bi še Golovič pa Razpet nad pristop oziroma še Franci zavrl pa Petan, da bi to vrstno pisano besedo in knjigo in del novinarstva dali na državo. No, dočim pri glasbi je to možno. In v tej smeri je bil poskus že narejen. No, prva zadeva, druga zadeva bi pa jaz kot preprost delavc v gozdu, pa bi rekel kovači, pa grif mehankarji, ki sem iz strojništva. A se vi zavedate, koliko širil v eni muri mora delati, da imate vi svoj klic, pa vsak profesor, pa vsak študent, pa to upoštevajte. Preden se širite in to, sam to pomislite, koliko enih manj mora tam delati, da vi obstajate odkoli. Hvala za komentar. Ta komentar veliko krat slišam, mislim, da še video v sicer ne delajo več, ali sem kaj, samo da ne delajo. Ne? To je se popolnoma lahko strinjam v neki stopni, ampak potem zelo hitro pridemo na to vprašanje, veste si, tudi mi imamo javni medij, ne? Imamo javno RTV Slovenija, ne? Tako kot imamo Filharmonijo. A veste, tako da nekatere osnovne inštitucije na področju medijev že imamo. Govorimo o pisanih besedah. Tudi za pisane besede imamo določene načine subvencioniranja, ki določena polja že pokrivajo. Imamo recimo subvencioniranje za približno 7% knjig, ki izdejo v Sloveniji, brez te subvencije ne pište, subvencioniramo specialne revije, tako da na nek način je to že tudi za pisano besedo na nek način že urejeno. Tisto vprašanje, ki se nekako zastavljajo, veste, zdaj kako združiti različne interese, ki tukaj delujejo. Jaz razmišljam v tem pogledu, da mediji, če ne gleda na to, kaj bo naredil za dolgotrajno pot, za dolgotrajno obstanek, samega sebe spodkopava. Zato, ker če bojo šle stvari tako naprej, da bojo mediji sedeli izbirali bolj preprosto vsebine, na koncu tudi ta medij ne bo več potreben. To je pač moje morda pristransko mnenje. Drugač pa veliko krat se srečam s to vrstnim mnenjem. Mislim, da ste več napadli nekaj reči. Ja, zelo me je spodvodilo tole. Duh časa. Duh časa vse meriti skozi denar, recimo je zdaj duh časa. Ja. Recimo pred 100 leti si je bil duh časa, vzbujanje nacionalne samozavesti oziroma oblikovanje nacije. Tako da to, gledati skozi kapital, pa gledati skozi oči šivilja v muri. Jaz sem lektorica in prekarka. In na mesec prebere približno od 200 do 1200 avtorskih knjig. In vam povem, da sem kdaj zavidala navadnem delavcu, ki lahko po 8-10 urah vstal in šel svojega redovnega mesta. Ker sem vstala, ob 3 zjutraj spila Red Bull in delala do naslednjega dne do 8 zjutraj, da sem lahko poslala besedilo. Tako da tole, kako, ko ste se predstavili kot predstavnik gospodarstva, kako presojate nas, ki nismo v gospodarstvu, pa vse eno ustvarjamo tudi izdelke, ki
ki prinašajo denar ali ki skrbijo, da lahko gospodarstvo funkcionira. Trenutno brala sem poslovno poročilo za zelo veliko družbo. Tam konkreten primer. Res ne razumem točno, kaj vas žene, da hočete stisniti ves negospodarski del družbe v kot. Ali se ne zavedate, da če vi delate v gozdu, da lahko ravno ustvarjalnost les oplemeniti in mu da dosti, na vse zadnje tudi dosti večji dobiček. Ne zastopam vprašanje. Jaz samo pravim, da če je medij moj, jaz medij Furov načeloma tako kot želim pa z njim delati dolgoročno profit. Poslanstvo, višja ideja pa spada nekam drugam, ne pa v gospodarsko družbo. Ker dokler so v gospodarski družbi, si ne more privoščiti, če hoče dolgoročno preživeti poslanstvo. Zdaj smo več počeli, se mi zdi, a ne? Jaz bi samo še povedala, a lahko sem še to Ja, seveda, ja. Ker mešamo jabolka in hruške. Jaz pa mislim, da... No, čeprav je praktično vprašanje, kdo bi pa financiral to dolgoročno poslanstvo? Ravno to sem rekel, da je bil poskus narejen država, zato ker je to njen močen interes, tako kot na področju glasbe, bi lahko nek intelektualni, raziskovalni, kakršenkoli časopis, govorim gospodarske, recimo raziskovalno, z drugih področji, potopisne, visoko, bi rekel, literalne standarde zadelovali, tako kot s filharmonijo. Se pravi, vi, ki ste zdaj v gospodarstvu, si v bistvu borite za zvišanje davkov, da bi lahko država to bolje servisirala. Ker do zdaj smo slišali gospodarstvenike, ki nasprotno, ki pravijo, da ne, da davke je treba zničati, da bojo manj obremenjeni. Jaz smo v takem paradoksu, ker seveda pridemo na to, da izgubimo empatijo, pa ne samo empatijo, ampak senzibilnost za druge družbene okolja. Če niste dobro razumel, sem v dveh sklopih govoril. Eno je, da ne moreš ti na privatno družbo, ki mora preživeti svojih interesov, veliko siliti. Drugi je bil pa sklop dokoplačevalstva in tretji sklop je bil, da je bil poskus prenosa visoke, bi rekel, kvalitete pisane besede, da bi se institucionalizirana narejen prepropal. To so tri stvari sem pa različni. Mama komentarja. Ne, ni komentarja, jaz bi malo zamenjala temo, če lahko. Ja, zdaj smo vendarle še v okvir tega, ne, če smo danes tukaj. Mene pa zanima, kakšno je vaše mnenje glede piscev teorij zarot, v bistvu, ker to so v bistvu velikrat zelo poglobljeni članki ali pa prispevki ali pa report, mislim, kakorkoli, zelo zanimivo branje, ki sem ga recimo, jaz se za eno tematiko interesiram, imenuje se psihotronika, in brala sem od diplomskih nalog iz FDV-ja do pač raznih audio, video, tekstovnih zapisov. V slovenskih medijih pa ni niti enega teksta ali pa notice o tem, recimo. Edino, kar sem najbližje zaznala, je bilo na HTV-ju enourna oddaja o tem, na to temo. Pa me zanima, kje pride tle do kučlusa po domače, no? Ti več bereš tu medije, morda ti kaj veš, spoznal, da samo razumej? Ne, žal ne. Nimam prav nobenega pogleda v tekste, ki pišejo o zarota. Žal ne. Andrej, tudi ne. Ampak vaša poanta je bila, da so tudi ti teksti napisani na zelo estetizirani, teorizirani, poglobljeni način. Konkretno pišejo, ne vem, profesori, doktori, mislim, zelo zanimivi prispevki, dolgi, kratki, vse živo, ampak v normalnih medijih v Sloveniji nisem zasledila niti ene novice, recimo, na to temo. Kar mi je zelo zanimivo, ne vem, a to pač je z vladne strani zablokirano ali kako je to pač, To z vladne strani zablokirano, mislim, da danes je, to je že huda teorija zarote, vse to zablokira, vsi se trudi, da bi nekaj vpliva, ampak... Tudi nas novinarjev še ne ubijamo, ne, zaenkrat.
mislim, da ne. Zdaj smo imeli celo serijo nekih grozovitih zgodb. Ampak smo res malček šli v stran od gospodarstva tudi zavod. Mirjama, si želela še ti kaj dodati? Ne. Kdo drug še? Jaz imam eno kratko vprašanje, je lahko radijski prispevek oziroma televizijski prispevek tudi literarno novinarstvo, oziroma kako je ta digitalizacija oziroma vsebine na spletu spremenila ta žanr? To je zelo zanimivo vprašanje, ker je v bistvu ontološko, če temu tako rečem. Namreč literarnost je načeloma utemeljena v besedi. Jaz sem trenutno vpleten nekaj eno zelo zanimivo polemiko, ali je slikanica, ki nima nobene besede, se pravi, če bi dobral Majo Kastelic Deček in hiša, tam je samo naslov, potem je pa vse samo so slike, ali je to tudi še literarno delo, ali je to samo vizualno delo, zgodba noter je, ampak ni povedana z besedo ali pa sliko. Zdaj, pri literarnem novinarstvu bi rekel, da vse literarno delo, če ne novinarsko delo, je vezano na besede, iz tega pomisleka, ki sem imel. Torej, radijski tekst in televizijski tekst je seveda lahko tudi literarno, kolikor je tam beseda ključna komponenta. Bolj, ko je pa vizualno ključna komponenta ali zvočno, recimo na radiju, in ne več besedno, potem se pa ta literarno zmanjšuje. Drugač pa jasno, da ni dvoma, se kot ista ta besedila, če so prebrana na radiju, način, se pravi obesnek, se pravi način recepcije in ključan. Kaj pa splet, recimo, oziroma digitalizacija, kako vplivala na ta žanr? Digitalizacija je največje vprašanje, kako bo sploh vplivala na prihodne poslovne modele. Se pravi, kako bo sploh mogoče, zdaj tak tipičen primer, prej smo omenjali neke enciklopedije, ki se ne pojavljajo več pri velikih založnikih, ampak samo v prosto dostopnih, bi se rekel, temu bazah. Tukaj seveda ni poslovnega modela, to ljudje delajo iz veselja, užitka, tudi iz drugih interesov seveda. In pri spletu je glavno vprašanje, to zdaj kdorkoli se ukvarja kdorkoli manj preučuje medije, vidi, da je težava s to kapitalizacijsko. Vsi mediji imajo neke poskuse, kako bi zaračunavali za spletne vsebine, imajo različne koncepte. Nisem prepričan, nimam več toliko podatkov, če še dobro dela, ko se je uvozil sistem Piano, ne vem, če kdo pozna, ko se je uvozil sistem Piano, mislim, da Slovaške, je bilo skupno število naročnikov 22 medijev, ki si jih lahko čez ta sistem sprejemal, je bilo manjše od števila naročnikov na najmanj bran medij, ki si bil mesedi računalniške novice s približno 1800 prodanimi izvodi. Se pravi, manj naročnikov je bilo, mislim, da je bilo, kako bi bilo 1800 naročnikov na Piano, pa nekaj več na te računalniške novice. Tako da zgleda, jaz sem bil sicer naročen, sem dal 50 € za to, da sem bral 23 medijev, mi je bilo super, ni bilo treba iskati primorskih novic po časopisov, po kijovskih, se mi je zdelo fenomenalno, ampak takih nas je bilo v Sloveniji točno 1800 in da stvar popravlja. Tukaj je zdaj veliko vprašanje, ker ponavadi to zelo preprosto povejo, na spletu smo navajeni, da je vse zastonj. Tudi ti glasbeni modeli, ki smo jih prej ni mogli omeniti, jaz glede tega ne optimističen. Glasbeniki si, kot veste, zelo borijo, da bi zdaj dobili iz kakšnega drugega vira, kot iz neposredne tržne prodaje, kakšno poplačilo, zato imamo recimo kvote, zato so rezervirane kvote, zato imamo zapletene sisteme skozi SAZAS in tako naprej, kako zdaj to narediti, ker enostavno prodaje ne fizičnih nosilcev, kot CD-jev, DVD-jev, ne prodaja prek spleta ni dovolj, da bi se krili že osnovni stroški, kaj še nekaj drugega, če nimaš še posebnega sistema, prek tega deluješ. Tukaj se modeli spreminjajo in vprašanje je za splet, za novinarje, mislim, da imamo portal Podčrtano, ki dela na donacijah in malo drugačne. To sem malo videl njihov poslovni, mislim, sem malo videl njihov budžet in dolgoročno to ne more zdržati. To je kot neko neodvisno novinarstvo. Ja, to je neko neodvisno raziskovalno novinarstvo, zelo zanimiv model. Sam nisem prepričan, če to lahko nadomesti, recimo, da bo lastnik dela ugotovil, da bo to prinaša dovolj in bo delo zaprl, ali pa katerikoli drug slovenski časopis. Nisem prepričan, da bo ta poslovni model lahko nadomestil klasične. In pa bomo pač ostali brez, bi se rekli, nacionalnih medijev. Osebno mislim, da bomo imeli to večje posledice za slovenski narod, kot za delničarje tistih medijev. Še mogoče kakšna misel? Ne? Potem se vam najlepše zahvaljujem in vas vabim na naslednje srečanje, ki bo v januarju. Boste obveščeni tudi o datumu. Hvala lepa, Andrej. Zelo poučno, zelo zanimivo, kot vedno. Tako da sem zelo vesela, da si prišel. Hvala vsem še enkrat.